Spoštovani, lepo pozdravljeni v Kristalni palači, predsedniške palače, Kristalni dvorani, na javni predstavitvi za kandidata predsednika Republike za varuha človekovih pravic, gospoda Petra Svetine. Kot veste, je varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer, že v lanskem letu obvestila predsednika Republike, da ji poteče mandat 23. februarja letos. Predsednik Republike je tako objavil javni poziv za zbiranje predlogov kandidatur za novega varuha oziroma varuhinjo. Prejel je 9 predlogov kandidatur, in sicer magister Stanko Baluh, dr. Valerija Korošec, magister Rajko Markovič, dr. Jasna Murgel, dr. Gorazd Pretnar, docentka dr. Jadranka Sovdat, Peter Svetina, dr. Rok Svetlič in dr. Franci Žohar. Glede na to, da je za varuha človekovih pravic, kot veste, potrebna dvotretjinska večina v parlamentu za njegovo izvolitev, to je edina funkcija te vrste, ki zahteva tako visoko večino v parlamentu, se je predsednik Republike še posebej potrudil pri postopku kandidature za to funkcijo, po presoji kandidatur, po pogovorju z vsemi prijavljenimi kandidati je opravil tudi več pogovorov in posvetovanj z vodji poslanskih skupin v parlamentu. Na tej podlagi se je odločil, da Državnemu zboru za varuha človekovih pravic predlaga gospoda Petra Svetino, sicer specialnega pedagoga za duševno prizadete. Gospod Peter Svetina ima poleg strokovnega znanja in dolgoletnih izkušenj še posebej zaostren čut za ljudi, prav posebej za tiste družbene skupine, ki varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin najbolj potrebujejo. Svoje dosedanje profesionalno delo v celoti posvetil boljšemu položaju in življenju ranljivejših družbenih skupin, pri tem pa si ob delovnih obveznostih vselej odločno prizadeval za varovanje človekovih pravic in dostojanstva ter za širše sistemske spremembe, ukolikor se je za to pokazala potreba. Predsednik Republike je prepričan, da bo v primeru izvolitve zaupano mu funkcijo gospod Svetina opravljal odgovorno, strokovno, vestno in neodvisno. Na podlagi stališč in mnenj poslanskih skupin, ki jih je predsednik pridobil v pogovorih in posvetovanjih, je lahko utemeljeno pričakujemo, da ima gospod Svetina tudi potrebno podporo za izvolitev. Sedaj pa k besedi vabim kandidata gospoda Petra Svetino. Izvolite. Hvala lepa za vaše uvodne besede. Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni in hvala, da ste se udeležili današnje moje javne predstavitve kandidata za varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji. Svoje življenjsko in pa poklicno pot, predvsem poklicno pot sem namenil delu s ranljivimi ciljnimi skupinami, pretežno ljudem s motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter ostale ranljive ciljne skupine. Delal sem tako v Sloveniji, kot tudi 7 let in 13 dni v Avstriji, kjer sem si pridobival izkušnje na področju delovanja in razvoja, usposabljanja in pa samostojnega življenja te ranljive ciljne skupine. Vedno sem si prizadeval, da bi ljudem dali dostojanstvo, da bi jim omogočili, da v okviru svojih zmožnosti dosežejo tisti razvoj, ki jih bo pripeljal do samostojnega, osebnostnega in pa tudi ekonomskega dobrobita. V začetku sem delal na področju usposabljanja oseb z motnjami v duševnem razvoju, kasneje pa smo prehajali v zaposlovanje s pogodbami o zaposlitvi, s pogodbami za nedoločen čas, ki so tem ljudem tudi omogočile ekonomsko neodvisnost. Ta sistem, ki smo ga vzpostavljali, pri katerem sem sodeloval in ga tudi intenzivno vodil, je bil potem apliciran tudi na različne druge ranljive ciljne skupine. Ob tem pa sem sledil vedno samo enemu cilju, se pravi spoštovanje človeka. Spoštovanje človeka ne glede na njegove psihofizične sposobnosti, na njegovo izhodišče, odkot prihaja, kakšen je in kdo ta človek je. S tem sem razvijal tudi sebe osebnostno in pa svoje okolje in verjamem, da smo do sedaj v tem delu
tudi s kolegicami in kolegi, s katerimi sem sodeloval, naredili veliko pozitivnih premikov. Vedno sem se na svoji poti srečeval tudi s kršenjem osnovnih človekovih pravic ranljivim skupinam, njihovim družinam in pa tudi tako nasplošno. Potem se je pokazalo, da zato smo ljudje pripravljeni se pogosto tudi sami, bom rekel prepogosto, odreči svojim osnovnim človekovim pravicam v imenu neke hvaležnosti napram državi ali državnim organom ali postopkom, ki potekajo. Tako da sem se vedno bil v ozkem krogu, bom rekel, sem bil majhne bitke in verjamem, da bom to pot lahko nadaljeval, seveda, če bom dobil podporo, dovolj veliko podporo v državnem zboru. Svojo vlogo vidim tudi naprej kot proaktivno vlogo. Proaktivno vlogo v tem, da opozarjam, da govorim, da sem glasen, ampak da sem argumentiran. Vedno sem odprt za nasprotne predloge, vedno sem odprt do mnenj, kritik in argumentov. Te argumente tudi sprejmem in na podlagi teh sprejetih argumentov potem tudi, bom rekel, sprejmem in sem vedno sprejemal tudi končno odločitev. Sam inštitut Varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji je zaznamovan skozi delo predhodnikov, dosedanjih varuhov človekovih pravic, ki so vsak pustili zelo velik in pozitiven pečat v svojem delu. To vsekakor za vsakega, ki bo prišel na mesto varuha človekovih pravic, pomeni neko pozitivno izhodišče in nek dober temelj za njihov razvoj. Sploh zdaj s pluralizacijo varuha človekovih pravic, svetom varuha človekovih pravic, je še bolj odprta in tudi pravno zagotovljena dostopnost tako civilne družbe, znanosti, izobraževanja in ostalih v odločitve in pa delovanje varuha človekovih pravic. Sam zelo želim intenzivirati tudi delo in sodelovanje s civilno družbo in pa stroko na različnih področjih delovanja. Vpletanje civilne družbe, ki se neposredno srečuje s problematiko, je zelo pomembno. Na same človekove pravice, ki so mimogrede tudi zelo čustvena zadeva, ker pogosto se zgodi, da ljudje občutimo, da se nam kršijo neke človekove pravice, pa morda temu ni tako, je potrebno opozarjati iz podstata, se pravi, sam sem izraziti praktik in vedno sem iz teh praktičnih izkušenj tudi izhajal in potem skušal iskati in iskal rešitve. In takšno delo bo moje tudi naprej. Vedno z vsemi problemi, ki se bomo srečevali, bomo tudi pokazali, kakšna bi bila mogoča rešitev. Odločnost, jasna beseda in pa po domače rečeno tečnost napram državnim organom lokalnih skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, bo tisto vodilo in vedno bom odprt do tega, da bomo se pogovarjali, ampak da bom vedno to tudi poudarjal in če ne bom tudi tesno sodeloval z vami, mediji, ki ste danes prisotni in ostalimi javnostmi, da bomo zadeve lažje in pa odločneje skupaj transportirali. Varovanje ranljivih ciljnih skupin ni samo tisto, kar je moje videnje dela varuha človekovih pravic, kajti dejstvo je, da vsakdo od nas v vsakem trenutku lahko postane ena izmed tistih ranljivih ciljnih skupin. Zato se zavzemam za pravičnost in pa predvsem zato v okviru pooblastil varuha človekovih pravic in v okviru zakonodaje, ki je za človečnost in pravičnost za vse. Na koncu bi želel še poudariti, da je mesto varuha človekovih pravic velika odgovornost in da je
zelo široka paleta različnih stvari, ki se pojavljajo na področju dela varuha človekovih pravic. Tega se zavedam in na tem mestu lahko še enkrat obljubim, da bom deloval proaktivno, da bom odprt, da bom dostopen in da bom želim stvari v Sloveniji na področju človekovih pravic narediti boljše. Hvala. Uroš Škerl-Kramberger za Dnevnik. Prosim, če lahko poveste, katere pa človekove pravice vas trenutno najbolj skrbijo. Se pravi, čemu boste dali poudarek, ker je res diapazon zelo širok. Veliko se govori o revščini, o pravicah delavcev, ne bi vas rad usmeril. Ne. Kaj še konkretnega? Ja, hvala lepa. Vse te zadeve so zelo povezane, pravice delavcev, revščina. Če gremo potem čisto na področje tisto, ki ga dejansko obvladam, osebe z invalidnostmi, prikrajšane skupine, pa smo spet pri revščini. Mi imamo ogromno pritajene revščine, ki se jo rešuje v domačih krogih zaradi določenih sistemskih rešitev, ki ne dopuščajo, da bi ljudje lahko lažje živeli. Moj fokus zagotovo bo na to, da se te zadeve urejajo. Imamo probleme okolja, imamo probleme celotni varovanja otrokovih pravic in zdaj nek poudarek vzeti iz tega bi bilo po mojem kar zelo neodgovorno, ampak priti na inštitut varuha, pogledati zadeve in potem prioritetno predvsem tiste reševati, ki so na katere se že dlje časa čaka. Zelo pomembno mi je tudi, da je beseda varuha in da se sporočila varuha jasna in razumljiva. Predvsem razumljiva tistim ljudem, katerim so ta namenjena. In to je mogoče tista moja prioriteta, da bo varuh jasen, razumljiv in da ga bodo ljudje, katerih pravice so kršene ali ki se obrnejo na varuha človekovih pravic, da bodo tudi razumeli, kaj jim hočemo povedati. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa za udeležbo. Predvidevamo, da bo glasovanje o varuhu na januarski seji Državnega zbora, ki se bo začela naslednji ponedeljek, mislim, da je 27. In vsi skupaj želimo kandidatu gospodu Svetini uspeha na tem glasovanju. Hvala lepa za vašo udeležbo in nasvidenje na naslednji predstavitvi. Hvala lepa.